En lep pozdrav sem skupaj. Danes bom govorila, kako peti z lahkoto zelo visoke tone. Torej, česa se moramo najprej zavedati? Prosim, poglejte moj video o receptu za petje in vokalna tehnika 1 in 2. To je osnova, da sploh vemo, o čem govorimo, ker bomo izhajali iz tega. Tukaj imam sicer plakat recept za petje, ker se bomo tega držali tudi pri visokih tonih. Namreč, kot sem v prejšnjem videu povedala, ko uskladimo vseh teh 5 točk, torej prepona, odprto grlo, glasilke skupaj skozi vse registre in vedno pet v pravem registru ter glasnost petja, ko to štima, lahko tudi zelo visoke tone v glavnem registru, v head voiceu, zapojemo v bistvu z zelo malo truda, ampak dobimo zelo velik, močen zvok. Jaz delam vedno po principu čim manj delati za čim več rezultata. To pomeni, bolj je važno, kako usmerjamo zrak, da imamo res dobro tehniko, kako prav mišice aktiviramo, sprostimo, karkoli že delamo, da se ne matramo, da dobimo čim boljši rezultat. Torej, česa se moramo zavedati, ko se začnemo učiti petja visokih tonov? Da bo potrebno nekaj časa vložiti, ker moramo učvrstiti prepono, ker se moramo naučiti, kako odpreti grlo, ker se moramo naučiti, kako držati glasilke skupaj skozi vse registre, ko se naučimo biti v pravem registru, zelo, zelo, zelo pomembna stvar, ter glasnost, zelo važna stvar, ker kaj počnemo, ko gremo v višine? Bolj na glas začnemo peti večino časa. Prva napaka, ne. Enako glasni moramo biti kot od spod. To se seveda naučimo z učiteljem petja. Srednjeglasen govor, zopet ponavljam, kot v prejšnjih videih in tako naprej. To je prva stvar, je glasnost, pravi register. Če nismo v pravem registru, začnemo zapirati grlo. Vedno, brez izjeme. Moji učenci na urah vedno, mislim, da skoraj nobenega nimam, ki ne bi pel 3 oktave. Vedno gremo čez 3 oktave z različnimi vajami. Na začetku ne z vsemi, ampak kmalu kar z večino vaj. Kaj se učimo? Da je glasnost od spodnjih tonov do zgornjih vedno enaka. In učence velikokrat zmede, ko smo zelo visoko, ker je zelo potih. Kaj eni piščančki, kaj eni miške zvenimo tam gor. Ja, ker nimamo več moči kot toliko. In jaz njemu rečem, da je to seme za potem glasnost tona. Kako vemo, kdaj je prav pa kdaj narobe? Probajte, ko zapojete potiho ta ton, s kjerokoli vajo že delate, če probate malo razširiti, to pomeni, da greste recimo, vidite, to je en zelo visok ton. Čisto potih je, ne? Kaj en miš zveni. In kam zdaj naredila? Zdaj ga bom bolj na glas zapela, da vidimo, kako to zveneli. Torej, to je potih, prepona dela kanora, ne vidi se sicer, ne, ampak takole pri meni tole naredi, ne. Ko to naredim, glasilke so skupaj. In še nekaj, a ste videli? Zelo sem odprla ustno votlino. Tole je vse odprto, grlo je zelo odprto in ustna votlina tudi, da imam prostor. Ok, probimo. A ste videli? Sem šla iz čist potih na glas. Ok? Če ne morete tega narediti, potem eno od teh točk ne štima. In to ni toliko težko. Tlele pa moramo delati kanorci. Dobesedno smo na fitnessu, ne. Jaz rečem temu, da če pridete na petje, je kot da bi šli trenirati six-pack v fitness. Malo šale, ampak skoraj res. Torej prepona, ne. Če nimamo dovolj moči v preponi, ne moramo tega narediti. In potem, ko imamo, ko se to učimo, v bistvu zelo enostavno to narediti. Jaz sicer tako visok ne pojem, ker ne rabim. Razen pri kakšni jazz improvizaciji, kdaj, če slišim, veste, vse sorte slišim takrat v glavi, različne melodije in včasih te visoke tone tudi zelo slišim in jih lahko izvedem. Ker meni osebno je važno, da lahko
vse tisto, kar slišim, v sebi lahko tudi zapojem. Je pa to seveda, če v dolg časa ne moramo tega poslušati, ker je zelo naporno za ušesa, bi človek rekel. Ampak ja, to se da z blazno lahkoto narediti, ko nam teh 5 stvari štima, ko imamo usklajene in ojačane. Torej, če vam je bil ta video všeč, se lahko naročite na moj kanal, spodaj polajkate video in se vidimo naslednjič. Živjo!